Prva delavnica borze povezovanja se je izkazala za več kot potrebno. Na enemu od širokega področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij, računalništvo v oblaku, je tako strani industrije kot strani storitvenega sektorja, tudi strani države pokazala, da je znanja, kompetenc in izzivov na tem področju zelo veliko. Po eni strani imamo trg, na drugi strani ga ta tehnologija, ki ni nova, ampak je že zrela, ustvarja. Je pa bistven problem po tem, kako se vsi ti, ki na strani ponudbe in na strani potencialnega ali že sedanjega povpraševanja, kako lahko pri teh procesih sodelujejo. Današnja delavnica je zelo jasno pokazala, da če nič drugega, da lahko s takšnimi procesi za povezovanje prispevamo k odpravi nezaupanja, načelnega za sodelovanje, predvsem pa, če govorimo o cloudu v oblaku, nezaupanja, neznanja, neinformiranosti o tem, da je to orodje, da je to tehnologija, ki odpira povsem nove trge, tako doma kot na tujem. Izkušnje naše skupine so, da ko smo prišli v povezavi z temo računalništva na oblaku na Kitajsko, predstavljati slovensko idejo, ki ima možnost globalne rasti, globalnega potenciala dosega, da so bili naši sogovorniki na začetku malce zadržani. Potem smo jih pa prepričali. Prepričali celo tako, da so prišli zaradi potenciala, ki so ga videli v storitvi, ki bi jo omogočali s pomočjo računalništva v oblaku. Tako za Kitajsko kot potencial za njihovo podjetje, da bi na tem področju sodelovali z Slovenijo. Tako da tema ni samo raziskovalno zanimiva, poslovno zanimiva, zaradi tega, ker je to področje, ki se trenutno dogaja, v katerem je kar nekaj svetovno zelo uspešnih podjetij, dobičkonosnih in tudi podjetij, ki zaposlujejo zelo veliko mladih inovativnih ljudi, ampak hkrati spreminjajo poslovne modele, zaradi tega, ker so zaradi tega spreminjanja poslovnih modelov prinašajo priložnosti, ki jih predvsem tisti, ki so bolj inovativni, lažje vidijo in potem tudi hitreje uveljavijo. Se pravi, neko majhno podjetje, neka majhna skupina 10, 20, 30 inovativnih posameznikov z primernimi znanji, z dobro idejo, lahko gre na Kitajsko pred skupino, ki ima tvegan kapital, to idejo razloži in tista skupina ne vidi majhne Slovenije, majhne skupine, ampak vidi veliko priložnost. Kakšne so vaše izkušnje pri sodelovanju z gospodarstvom? Izkušenj z gospodarstvom je, ko govorimo o tem, lahko govorimo o večjih nivojih, torej z domačim, lokalnim gospodarstvom ali pa z evropskim ali pa z globalnim. Od teh izkušenj, bi rekel, še najlažje je delati z Američani, ker se stvari zelo hitro zgodijo. V Evropi že malo težje, doma je pa tako. Glede na to, da prihajam iz inštituta Jožef Štefan, ta naša znanja so merjena bolj za globalni trg. In včasih pač ne najdemo znotraj Slovenije pravega odjemalca in je na nek način lažje včasih najdeti odjemalce zunaj. Je pa res, da je nekaj točk zelo svetlih v Sloveniji, ki se pa zdaj, s katerimi sodelujemo. Dogodek, ki smo mu danes pač tle priča, smo predstavljali sodelovanje z Adria Mobil, kjer probamo narediti pametne avtodome. To je recimo primer ene zelo take uspešne, zelo učinkovite kolaboracije znotraj Slovenije, kjer je izključno slovensko znanje, pa v zelo kratkem času so zelo dobri rezultati že prihajajo. Je pa res, da taka sodelovanja se pa ne dogajajo ravno vsak dan. Še posebej zdaj, bi rekel, kriza. Na en stran stiska sicer gospodarstvo, na drugi strani je pa seveda gospodarstvo tudi bolj željno inovacij. To se tudi precej čuti.
Na nek način to že odgovarja na naslednje vprašanje. Je računalništvo v oblaku nekaj, s čimer lahko Slovenija uspe doma in v tujini? Slovenija pač je zelo agilna na tem, ne, ima nekaj točk, nekaj firm, nekaj posameznikov, ki se zelo trudijo okoli tega in v tem smislu mislim, da iz tega lahko kaj nastane, ne. Predvsem ta energija zdrava, ki se ob tem pojavlja, ne. Ni pa nujno, da smo pa mi zaradi svoje majhnosti, ne, lahko velik igralec na tem področju, ne. To je pa tudi treba razumeti, ne. Velike firme, kot so, ki imajo proračun za nekaj slovenskih proračunov, imajo take stvari že prodajajo že kar neko lepo število let, ne vem, kot so Microsoft, Amazon in še kakšni drugi, ne. In zdaj mi moramo najti to svojo nišo, kjer lahko to naredimo, ne. Torej, danes smo slišali nekaj scenarijev, kjer pravzaprav se to lahko, kjer se mi lahko udejanjimo to svoje znanje, ne, ni pa, moramo pa seveda pritiskati in biti vztrajni in zdaj, kje bomo pa točno, kje bo ta resonančna točka, ne, to pa pravzaprav, o tem se pa zdaj pogovarjamo še, ne vemo še zares pravega odgovora, ne. Kakšna je oziroma bo vloga računalništva v oblaku v e-upravi? E-uprava oziroma državna informatika je pred svojo prenovo, namreč trenutno je upravljanje z državno informatiko izredno razpršeno in neracionalno in zaradi finančne situacije in tudi zaradi boljših storitev za državljane, poslovne subjekte bi radi centralizirali državno informatiko. Ta je bila centralizirana že pred leti, do leta 2004, potem pa je šla zelo po različnih poteh, po ministrstvih, tako da je bila pred 2 tednoma je bila na vladi potrjena analiza oziroma pričetek te prenove in po tej, če bo ta prva faza, to se pravi analiza, ki bo upravljena nekako do konca aprila, če bo dala pozitivne rezultate, bo potem tudi je v tej prenovi zajet in predviden tudi vzpostavljen državni oblak. To bo zasebni oblak za organe državne uprave z možnostjo potem nadaljevanja teh uvajanja novih konceptov, potem tudi za širši javni sektor. In ta javni sektor, to bo pa oblak v javnem, v smislu javnega oblaka, bo pa odprt tudi za inovativne rešitve, ki jih bodo ponujali privatni oziroma zasebni ponudniki. Kaj pričakujemo, kaj lahko dobimo državljani od storitev v oblaku? Državljani lahko z storitvami v oblaku omogočimo, da vse, kar se morajo premikati, lahko dobijo doma. In te storitve jih lahko izvajamo tako, da so varne in omogočajo, da dejansko državljani dobijo svoj delež preko interneta. S storitvami v oblaku si ne gradimo gradov v oblakih, ali lahko Slovenija s temi storitvami uspe doma v Evropi? Seveda ne gradimo si gradov v oblakih. Seveda, če bomo omogočili, da bodo slovensko znanje pripravili tako, da bodo te storitve, ki so kvalitetne v Sloveniji, da jih bomo tudi ponudili v širšem evropskem tržišču. Kakšna je ocena današnjega srečanja? Mislim, da je bilo današnje srečanje uspešno, se ga je udeležilo precej, se pravi podjetij in javno-raziskovalnih inštitucij, bistveno več, kot smo pričakovali. Sklepi so, da je področje računalništva v oblaku očitno priložnost tudi za naša podjetja, nas pa verjetno čaka še kar dosti dela, da ugotovimo, kje so tista področja, v katera smo vsi skupaj pripravljeni investirati in čas in denar v naši prihodnosti.